Imamo tam nekje čez 150 zlatih priznanj, potem imamo 11 platinastih in potem imamo enih 10 šampionskih nazivov. Tako, ne? Ti, na primer, od 100 kg, namesto da boš dobil 20 litrov olja ali pa 18 litrov olja, lahko dobiš 11 litrov olja, lahko dobiš 12 litrov olja. In lepo je imeti, bomo rekli, da imaš kupce od Slovenije, po celi Sloveniji, ki pridejo k nam, ki so vsi zmeraj zadovoljni, nasmejani, tako da so dobrodošli vsak, ki ima zapreti do nas. Mi smo izdelali Marezige, to je najbližje pri Kopru, vasica, ki naj bi bila znana, dajmo reči, po Sloveniji zaradi fontane Refoška in zdaj ima fontano oljčnega olja. Arsen je rekel, pa pridite z očetom k meni, bomo naredili ta prepis pravi in boš lepo sadil oljke gor. Smo delali z unimi minimalnimi stvarmi, kar smo imeli, tipo motika, macola, kramp, lopata in kot Istrijan, ki si trmas, greš v to. Oljke rastejo v močnem jugu v Dalmaciji, oljka raste na Buri, gor po Hrvatinih, Lazaretu, Ankaranu, ki so cunki veliki, kot le tudi. Dokler oljka nima tam okoli 8, 9, 10 let, naprimer, začne roditi, šele takrat lahko rečemo, začnemo pobirati. To so zgodbice. Mi pač se potrudimo, da oberemo, bomo rekli, tisti dan, ko se lotimo obirati. Tako, najprej je priprava oljčnika, naprimer, mi položimo, imamo 700 metrov mrež, teh 700 metrov mrež položimo po oljčniku, tako da če slučajno po noči pride kakšen dež, lahko priješ v supergah in pobiraš. Bomo rekli, 4 do 5 ljudi lahko porabimo, bomo rekli, poberemo okoli 500 do 600 kg oljk na dan. Potem pa pokličem torklarja našega iz Babičev in ga vprašam, kakšno stanje je dol, in če on mi da zeleno luč, da kar pripeljem dol, takrat vržem jaz te oljke v ta večji zaboj, plastični, ima cirka okoli 350, tam 380 kg in peljem dol. Na tem tekmovanju so to ocenjevali praktično, od decembra meseca so počakali, da to olje da naredi svojo naravno spremembo. In smo prišli tretji, naprimer, prva dva sta bila Italijana, jaz sem bil tretji, govorimo pa o svetovnem prvenstvu, tako da smo ponosni. Rezultat tega zgodnjega ubiranja je pa tale pikantnost, grenkoba in arome, ki ostanejo notam. Dobro oljčno olje po okusu mora biti grenko, pikantno in harmonično. V meni mora imeti en kup teh elementov, kot ena sinusoida, grenkost, pikantnost in arome. Tako, da ni grenko dol pa pikantno gor, da nekje se to ujema v tem sinusu enakomerno. Najbolj ponosen je človek na nagrado, ki, ko dobiš to nagrado, niti ne veš, kaj si dobil. Tako, in potem rabiš 3-4 dni, da ti drugo povejo, da kaj si dobil. In to je bila tale, bomo rekli, šampion severne poloble. V Parizu, prvak sem bil 2023 in ta pokal je prišel pred 2 tedni, prišel k meni domov. To mene je potoval iz Pariza do mene, kar 2 leti in pol skoraj. Lepo pozdravljeni v podcastu Obrazi podeželja, kjer odkrivamo zgodbe ljudi, ki s svojim trudom, znanjem in predanostjo dokazujejo, da slovensko podeželje lahko piše zgodbe svetovnega formata. Danes bomo z vami raziskovali svet vrhunskega ekološkega oljčnega olja. Z nami je gospod Arsen Jurinčič, čigar oljčno olje se uvršča med najboljše na svetu. Njegova pot je prežeta s preizkušnjami, vztrajnostjo, globokim spoštovanjem do narave in plodov, ki jih prideluje. Spoznali bomo tudi gospoda, ki mu olje stiska, mojstra, ki svojim znanjem pomaga, da vsaka kapljica izrazi svoj najboljši potencial. Pogovarjali se bomo o tem, kako nastane res vrhunsko oljčno olje, kaj prinese sodelovanje in kako spoštovanje tradicije in narave vodi do odličnosti. Gospod Arsen, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vam. Po naglasu vidim Primorska. Ja. Z katerega dela? Mi smo izdelali Marezige, to je najbližje pri Kopru, vasica, ki naj bi bila znana, dajmo reči, po Sloveniji zaradi fontane Refoška in zdaj ima fontano oljčnega olja. No, jaz sem pa iz sosednjega hriba, to je cirka 3 km, vasica Boršt. Vasica Boršt. In prva raste oljke. Ja, malo je bilo ekstremno, ko smo to začeli, to zgodbo bom rekel, narava je pokazala, da se da. In kako se je začela ta vaša pot z oljkami, s pridelavo olja? Je to že družinsko potekalo? Ste vi prvi rekli, meni so pa te oljke všeč, jaz bi to delal? Kako se je to začelo? Ne, to je čisto, bomo rekli, po naključju tako, ali pa bomo rekli, je bilo pisano v moji življenjski poti.
Glede na to, da moj oče je se rodil v tej vasici, stanoval je v Kopru, jaz sem stanoval v eni vasici Dekani pri Kopru in je imel gor zemljo, ne. To je oddaljeno, bomo rekli 15 kilometrov. Zdaj za enega fanta mladega 30 let, bom rekel, da bi hodil gor delat te njive z neko zelenjavo se ukvarjati, ne bi bilo li smotrno niti ne vem kakšnega biznisa. Dobro, potem tudi, tako bomo rekli, imaš fazo v življenju, ki se poročiš, ustvariš življenje, imaš familijo, otroke, tako da bomo rekli prvih 10 let, 15 posvetiš več ali manj sebi, ženi in družini. In glede na to, da jaz sem se poročil nekje 80. leta, smo nekje 90. sem spoznal enega pravnika, tako bomo rekli, in sva klepetala, ker sva bila prijatelja, sva klepetala in sem mu povedal te zemlji in je rekel: "Dej, Arsen," je rekel, "pa pridite z očetom k meni, bomo naredili ta prepis pravi in boš le posadil oljke gor in boš imel neki dodatno penzijo," bomo rekli, neki četrti, tretji steber, ne, tako. In potem sem jaz to malo preštudiral, sem vzel enega pospeševalca, sva šla pogledat ta teren, ta prvo delo je rekel: "Pa kje vidiš ti tule oljko, da raste?" Jaz sem rekel: "Jaz jo ne vidim, zato sem pripeljal tebe." Je rekel: "Tudi jaz ne vidim." In potem sva mlela, kaj bova naredila, in potem je rekel: "Veš kaj, ti se loti," je rekel, "bomo, če nas kdo bo vprašal, zakaj smo šli, bomo rekli, da je probni nasad, ne." Tako. In res smo začeli leta 93 priprava terena, melioracija in to. Imeli smo zdravo življenje, bomo rekli, malo orodja, nobenih strojev, veliko denarja za neke RH-je, kopače in to ni bilo. Tako da smo delali z onimi minimalnimi stvarmi, kar smo imeli, ne, tipo motika, macola, kramp, lopata in kot Istrijan, ki si trmast, greš v to, ne, tako, kapiraš. Tako da najprej to delo smo naredili, dobro, potem smo posadili in glej ga, je rekel, glih narava, ne, že tako, ko so začeli vaščani čutiti, da je prišel gospod Arsen, Jurnišič Arsen, iz Dekanov gor, boš posaditi te oljke, so rekli, ne, tule ne bojo rasle oljke. In vsak, ki je to razmišljal, da jaz nekam grem mimo neke meje eksistiranja tega drevesa, ne, je rekel: "Ja, trta ja," je rekel, oljka pa ne, ne." Normalno, bom rekel, da mi je dalo misliti to, mi je dalo misliti, sem začel razmišljati, če imajo prav ali če sem jaz se zaletel v zid. No, in potem, ko sem pa malo razmislil in malo pogledal naravo, kako živijo oljke, bomo rekli, dol v Dalmaciji, kako rastejo oljke gor v Hrvatini, to je sosednji hrib med Trcom in Koprom, nad Ankaranom, ki je. In glede na to sem imel tako službo, ki sem bil prisoten, ko so bila največja neurja, vetri, burje in to. In jaz sem rekel: če je napaka veter, to ni noben problem, ne." Oljke rastejo v močnem jugu v Dalmaciji, oljka raste na Burji gor po Hrvatini, Lazaretu, Ankaranu, kjer so cunki veliki, sem rekel, tule tudi, ne. In sem potem razmišljal zadevo, kako jo obrniti v mojo korist. Priprava terena, narediti te luknje in posaditi teh prvih 100 oljk. Jaz sem poslušal tele naše pospeševalce, ne, da kako se to naredi, in sem poslušal njih. Smo sadili te oljke, pač smo pognojili tisto malenkost, kar je bilo, in pri oljki, ko posadiš v zemljo, na primer, mora biti jaz mu rečem štif, mora biti ven, ne sme biti pokrita, ki potem začne, mi rečemo tule v Istri, baštardi, da rastejo, ne. In smo sadili, jaz in moj oče, in potem jaz gledam mojega očeta, je to metal globoko noter, ne. In jaz normalno sem rekel: "Oče," sem rekel, "ne tako globoko, treba ven, ne." In jaz sem jih povlekel malo ven, ne. Tisto leto je prišla ta pozeba. Od teh 100 oljk je preživel en ličino, ne belica, ličino, vse je zmrznilo. Kaj je, kaj ni, zakaj je, no, potem pogledamo situacijo, kako je v Sečovljah, pogledamo situacijo, kako je v Ankaranu, bomo rekli, na sončni strani obale, ne, ker mi smo bili ekstremno gor visoki in to, ne. Jaz sem videl, da to sploh ni bilo, bomo rekli, neka napaka ali pa moja trma, ki je to sadila, ki je šla v tako delo, ki ne bo uspelo.
Sem rekel, ne, jaz bom še enkrat sadil teh 100 oljk, bo kar bo, ne. No, in potem, ko smo gledali situacijo, zakaj so zmrznile oljke gor, na primer, ne, je bilo zaradi tega, ker nobeden nam ni povedal, ni upošteval posedanje zemlje. To pomeni, če si ti posadil oljko aprila meseca, potem čez poletje prišel dež, malo ono, malo tretje, se zemlja poseda. To pomeni, če bi bila oljka, govorimo, mogoče bi lahko preživela, če bi bila tako globoka, kot je moj oče jih dajal, lahko da bi preživelo. Samo to znam, edino narava. Ne? Tako. No, in tako, da smo potem tam to začeli, počasi to ustvarjati. Odločil sem se lih zaradi tega ekstremne višine in ekstremnih vetrov, sem se odločil, da jih ne bom gnojil. 3 leta jih nisem gnojil. Ne? To sem opet ne dobil od teh mentorjev, bomo rekli, ki so se spoznali v te oljke. Zdaj sem šel samo iz tega stališča, sem se spomnil, ko smo hodili še v osnovno šolo, da so določene sošolci ali sošolke, ki so prehitro rasli, so jim dali oporo tisto, ne, za hrbet, ne. In potem so me vprašali, zakaj nosiš to? Ja, hitro raste in se bi zvila hrbtenica. No, in potem jaz sem rekel, čakaj, vas ne bom gnojil 3 leta, pa vi lepo dobro se ukoreninite in potem se boste ukoreninili, potem tudi veter ne bo škodil. In tako je tudi bilo. Tako da najbolj ekstremno, kar je bilo, so ostale, niti ena se ni zvarala nikoli. Niti ena. Se pravi, kaj pa potem, ko so začele, ne vem, zrasle so 3 leta, začeli ste gnojiti, kakšni so bile pa potem mogoče kakšni izzivi tisti, zdaj mu še reči, vedno začetni izzivi pri gojenju oljk? Ne, potem je to lepo raslo počasi, na primer, smo začeli to gnojiti, rezati, kot so nam povedali, vse inštrukcije, kar smo dobili, smo pač delali, jih poslušali, zato ker zdaj, da boš ti zbislil toplo vodo, je malo bolj tako, ne. Nerodno biš rekel, nekaj tam izmišljuješ. Tako da se potrudiš poslušati in si s tem, kar pač misliš, da je dobro za oljko, ne, da kaj je dobro za oljko, veš pa, da oljko, če malo smo pošteni, dokler oljka nima tam okoli 8, 9, 10 let, na primer, začne roditi, šele takrat lahko rečemo, začnemo pobirati, ne, tako. Se pravi, to je tak dolgoročen projekt. To je projekt, ki ga praktično vsako leto delaš z njo, nimaš pa nobenega inkasata, ne. Ima samo stroške, ne. Samo stroške. Samo stroške, vzdrževanje. Je pa treba verjeti, da bo enkrat. To je isto, kot da imaš enega Ferrarija, ki si ga kupil in ga imaš v garaži, in potem veš, da vsako dolgo imeti na servis, ne glede, da si ga vozil ali nisi, ja. Ja. In potem po 10 let se zediš v njega in se zabiješ nekaj in se rečeš, wow, thank you very much. Ja, tukaj pa tudi ne veš, ne, mogoče spet kakšna pozeba pride, nikoli ne veš, kako bo šlo. Ja. Tako da zdaj smo že, na primer, praktično 30 let v tem in zdaj enkrat za potrkati na les, ne, bomo rekli, ker nimamo tlema. Veš, ta. Tako gremo skozi v redu, ne. Zato, ker kaj je tudi pri teh nevarnost pozebe, to tudi sem. Razmišljaš in glede na to tudi, kakšno službo delaš, na primer, kot torglar, je dober torglar, ki enkrat je študiral avtomehanično zadevo, na primer, ne, kot avtomehanik, bo rekel, jaz kot terenski delavec sem videl določene zadeve. In sem opazil, da tam, ki so oljke v zavetju, so dosti bolj v nevarnosti za pozebo, kot one, ki so na odprtem. Primer, bom rekel, tako, zapade sneg, ne, dobro, pri nas gor tudi imamo sneg, dobro, zdaj bolj malo, na primer je znal zdržati 2-3 dni. Samo po sneženju pride burja in če si ti na vetrovnem, kaj naredi, zmlati to, ta sneg ali pa ta led, ta žled, zmlati dol. Če oljka je v zavetju, ne pride vetra, ostane ta sneg gor ali pa ta led in potem nevarnost, da zmrzne. Tako. Lahko greš se potem tudi tja podati sneg dol, je to že škodovanje oljke lahko? Da bi šel lih eno po eno petati, bi bilo malo težko, no. Malo imaš ti tam 500 komadov, ne. Začeli ste s 100 oljkami? Ja. Koliko jih je zdaj? Zdaj jih imamo 300. 300? Ja. Ampak to je še vedno, to se smatra verjetno kot ne toliko velik nasad, to ni masovna proizvodnja. Tako je, to ni masovna proizvodnja. Tle smo ostali, ker tle lahko računamo, dokler smo živi in zdravi, naša familija lahko to utegne pobrati v določenem roku in da dosegamo praktično kvalitetni izdelek, ne. Se pravi, ste šli na kakovost pred količino? Tako, ja. Ne na kvantiteto, ja, tako je.
Tudi mogoče na začetku zaradi omejene velikosti parcele. Ja, to pa sploh, da ne govorimo, ker tam naša Brižna Istra, Boga Istra, ne, v prevodu bi bilo Brižna Istra, je tako sesekljana, kot da biš delal meso za čevapčiče, ne, razumeš, nimaš bišteko, odnosno enega zrezka velikega, dunajskega, temveč dobiš one koščke, ne. Evo. Pa treba se s tem znajti. Ja, in tam je kot praktično iz ene velike parcele, takrat, če so imeli 10 otrok, to je šlo na 10 delov, ne. Potem so prišli vnuki, pa je šlo opet na 20 delov, pa na 30, tako da si prišel tam na 20 kvadratov, na 30 in tako dalje, ne. Je težko spraviti to skupaj, bomo rekli, ne. Tako. Kako potem tudi ta pridelava sama izgleda? Se pravi, to se kaj ubira se ročno, to ni strojno? Zaenkrat verjetno tudi ne bomo nikoli strojno, bomo pobirali ročno. Uporabljamo tudi tele baterijske grabljice, ki če bi šli ročno, potem Vsako posebej ima malo dolg traja. ne vem, če bi doplačal 50 evrov za liter olja, ne, mislim, tako. To delajo, imajo nekateri zgodbe, ki to delajo, celo rečejo, grejo pobirati po noči, pobirajo in potem prodajo neko zgodbo na 40 evrov v Istri, ki rečejo, ja, to je bilo po noči pobirano. Naprimer, dobro, to so zgodbice, ne, mi ne pač se potrudimo, da uberemo, bomo rekli, tisti dan, ko se lotimo ubirati, tako. Najprej je priprava oljčnika, na primer, ne, mi položimo, imamo 700 metrov mrež, teh 700 metrov mrež položimo po oljčniku, tako da če slučajno po noči pride kakšen dež, lahko prideš v supergah in pobiraš, ne. Tako. In potem gremo, ne, po vrsti, tako da bomo rekli 4 do 5 ljudi lahko porabimo, bomo rekli, poberemo okoli 500 do 600 kil oljk na dan. To pa je zaenkrat dovolj, zato ker tudi je glih polni tisti plastični boksi, ko peljemo dol v torklo, je neka količina, zadovoljuje mene, zadovoljuje tudi torklarja, ki to predeluje, da gre v eni fazi ven to olje, ne. To mora isti dan do torkljarja? Ja, mi delamo tako, smo že par let delamo, da praktično mi, ko poberemo to oljke, najprej jih očistimo, to pomeni, gre vse lesna masa in listi grejo proč, to so zabojčki cirka okoli 6-7 kilov, ko to počistimo, pride nazaj v te zabojčke, potem pa pokličem torklarja, našega iz Babičev, in ga vprašam, kakšno stanje je dol, in če on mi da zeleno luč, da kar pripeljem dol, takrat vržem jaz te oljke v ta večji zaboj, plastični, ima cirka okoli 350, tam 380 kilov, in peljem dol. In to potem gre njemu v roke in on tam potem dela čudeže. To je prav vaš osebni, samo z njim delate, to je Babič. Sandi Babič, Ja. Torklar se reče temu. Z Babičev, ja. Sandi Babič iz Babičev. Ja, tako. To je tako dobro, da je vas po njemu dobila ime. Zgodovina, ja. In imate to sodelovanje že dolgo let. Ja. Poznamo se že, bomo rekli, skoraj, bomo rekel, 15 let dobrih, če ne več, ja. Super, mogoče potem najbolje, da kar Sandi Babič sam pove, kako izgleda to, ko oljke pridejo k njemu in kaj potem on s tem naredi in kako to poteka. Dajmo pogledati. Ljudje se borijo, gledajo za pobrati čim bolj zdrave, čim bolj lepe plodove in jih pripeljejo v oljarno. V oljarni imamo določen čas. V tem času moraš te zelo dobre oljke predelati. Pri nas v naši oljarni penaliziramo kmeta, kateri glih ni pridelal najlepših plodov. Nimamo vrstnega reda, odločamo se ne po lepoti oljk, po zdravstvenem stanju. In glede na to, da stroje, za vsako stranko počistimo, namestili smo hlajenje v oljarno, vse, kar je, da bi pridelali čim boljše in v čim krajšem času. Ne strmimo k temu, da bi pridelali večje količine olja iz nekega ploda, da bi to mogoče malo segreli, malo pregreli, ker mi se zdi, da ni glih cilj. Nismo tako veliki, da bi bili lahko tako slabi. Mogoče, če rečeva še kakšno o tem obiranju, kakšna je razlika potem, da se to vse takoj naredi, verjeten okus, verjeten kvaliteta olja, vse bistveno boljše, če je vse narejeno potem
režimu. Tako je, tako najlažje bom povedal, kako najlažje primerjati. Če gremo pobirati jabolka, ne? In vemo, da jabolka načeloma se pobirajo na roke in se zlaga v zabojčke, ne? Če jabolko prime, slučajno nam pade in udari na neko meso, vemo, da čez 2-3 ure bo začela tista rjava fleka delati noter v sebi. Oljka je tudi nekaj podobno kot jabolko, jaz pravim, in ko gledamo, ona začne oksidirati že pri obiranju. To pomeni, več cajta, ki ona bo stala in bo čakala, da pride na vrsto za predelavo olje, več bo oksidacije. In če bo več oksidacije, to vpliva potem tudi na kakovost olja, ne? To pomeni, gledamo zadobiti čim bolj zdrave plodove in bolj bomo rekli in čim krajši čas čakanja v pridelavo, če hočemo dosegati kvaliteto. Tako. Da bodo ljudje razumeli, o kakšni kvaliteti tukajle govoriva. Jaz sem malo pogledal vašo spletno stran, pa mislim, da nisem prišel do konca, ker sem pritiskal naslednji in sem gledal vse vaše diplome, vse vaše nagrade. Nisem prišel do konca tem nagradam, ker to je oljčno olje, ki je že, ne vem, kdaj ste začeli prvič s temi tekmovanji, to je od Italije do Hrvaške, do Japonske, do ne vem kakšna, kaj vse, to so pokali, to so medalje, kaj vse ste osvojili s tem svojim oljem že? Ja, tako je, bomo rekli, tudi jaz sem nehal šteti, zato ker vem pa samo, da imamo tam nekje čez 150 zlatih priznanj, potem imamo 11 platinastih in potem imamo enih 10 šampionskih nazivov, tako, ne. Na primer šampioni, bomo rekli šampioni, da se malo zastopi, da ne bomo komplicirali. Dobili smo na tekmovanju mladega oljčnega olja v Bariju, to je tudi en velik naslov, na primer, da smo praktično konkurirali z Italijani, ki so le neko moštvo, jaz pravim zmeraj, da primerjam nogometno moštvo, naprej kvalitetno, ne. To pomeni velike izbire, velike torkle, vsak pridelovalec ima svojo torklo in potem imajo možnost veliko sort olja, da naredijo, da lahko grejo na tekmovanje, da nekaj dosežejo. No, tisto leto jaz sem bil srečen, sem bil prvi, sem bil normalno ponosen, potem smo bili šampioni zlate oljčne vejice enih parkrat, potem bomo rekli medaljo v Parizu leta 2023, šampioni severne poloble od New Yorka do Tokia, tako so napisali Francozi, ne jaz, tako moram povedati. No in lani pa smo dobili 3. mesto v Rimu, v ekološkem tekmovanju v Rimu smo imeli 3. mesto, kjer so ocenjevali to mlado oljčno olje, ki je šlo za tekmovanje v decembru mesecu. Načeloma se ponovi ta vaja, to tekmovanje nekaj marca, in sem ugotovil, kot da gledajo pereksistenco olja. Pereksistenca olja, to je beseda, najlažje objasnim tako. Kot me moj prijatelj Sandi navadil, imaš olja zelo všečna, ki so zelo mlada všečna, zgodi se pa, da čez mesec, dva vse to zgubijo, ostane samo olje. Imaš pa pereksistenčna olja, ki so malo bolj močna v začetku in svojo lepoto dosegajo v 40 letih, bi rekli ženski, na primer, ne. Ko je imela 20, ni bilo jih lepo, ne, prišla mačka dobra, ne. Tako. In so na tem tekmovanju so to ocenjevali praktično, od decembra meseca so počakali, da to olje, da naredi svojo naravno spremembo, no. In smo prišli tretji, na primer, prva dva sta bila Italijana, jaz sem bil tretji, govorimo pa o svetovnem prvenstvu, tako da smo ponosni, ne. Saj lahko nekaj zmoremo, nekaj takega narediti, normalno. Ne samo jaz, še zmeraj smo v igri z našim torklarjem Sandijom Babičem, ne, tako. Kje ste se spoznala s Sandijem? Kako je? Pa jaz tako delo terensko, ki sem imel, in potem tam mimo njega, tu sem mogel delati, pa tam smo se spoznala in potem smo malo vrgla to zgodbo. In potem sem videl, da ima tudi torklo in mi je bil najbližji, mi je tudi zdaj najbližji za pridelavo oljk, ne. Tako da, od tam je nastalo, je rekel Italijan, koža nastaje koza, ne. Stvar naredi stvar, tako. In tudi ta prednost, da je zelo blizu, je verjetno zelo pomembna, ne. Tako je, zmeraj, cajt poti je zmeraj, eni pridejo iz Goriških Brd, mu peljejo, jaz na primer imam pa 10 minut odniti do njega, ne. Je kakšen tak ritual, kdaj in kako je treba stisniti pridelek, so to kakšni stari koledarji, česa se držita? Stari koledarji. Tako je, za nekatere smo še zmeraj neki utopisti, ne vem, kako bi to objasnil, glede na, jaz bi rekel poenostavil besedo, da smo matasti, ki gremo pobirati oljke,
še nezrele, ne, tako, še nezrele oljke, ki že par let praktično pobiramo tam okoli, nekateri celo prej, tako da nisem jaz edini, nas je kar še enih par tako, ki začnejo pobirati te oljke in normalno, izpleni so nizki, zato so zgodaj ubirani. Rezultat tega zgodnjega ubiranja je pa tale pikantnost, grenkoba in arome, ki ostanejo noter, ne. Tako. In to je neki cajt, ki traja mogoče 2-3 tedna, magari to bo povedal Sandi boljše kot jaz, in potem to začne počasi hlapeti, ne. In potem proti koncu, jaz pravim tako, ne, dobimo olje, oljčno olje in brez teh arom, ne. Tako da ljudje tudi, ki pridejo k meni domov, ko se usedemo, imam zmeraj cajt, da poklepetam z njimi, jim objasnim, in je dosti ljudi, ki pride, ko to probajo, ko jim jaz povem postopek degustacije olja, rečejo: "Pa kaj mi kupujemo?" Sem rekel: "Ja, to, kar nudi trgovina, ne." To ne verjamejo, da je to. Jaz se spomnim, enkrat sem bil na eni demonstraciji pri enega mojega soseda, enega vinogradnika ekološkega, so bili dva ali tri avtobusi iz Brazilije, ne, so prišli dol, tule so imeli neke tematske zadeve, no, študentje, nekaj takega. On je predstavil njegovo vino, jaz sem mogel predstaviti moje olje, ne. In potem, ko sem dal to degustacijo, to so ljudje samo gledali, so rekli: "Kaj je to?" Niso verjeli, da nekaj takega eksistira, ne. Tako, in še ona zelena barva, ki načeloma barvo se ne ocenjuje, pa še toliko, ne, ki tega ne vidi vsak dan. Tako. Tako da je ena lepa taka interesantna stvar, ne. Se mi zdi, da večina ljudi še vedno jim je čudno, da bi kdo rekel, da se olje je žličko, ne. Ja. Jaz imam zelo rad oljčno olje, in če bi recimo primerjal, zdaj to je moje amatersko, nisem tak profesionalec, ampak če bi rekel zdaj, da probam olje iz ene trgovine za, ne vem, 8 evrov, je samo olje. Če pa bi v usta dal eno olje, ki je doma pridelano, pa kar čutiš, ke zareže malo drugače, spusti drugačen okus, predvsem ta po grlu začutiš, ke zapeče, in to je zdaj, kaj dobro oljčno olje po okusu? To dobro oljčno olje po okusu mora biti grenko, pikantno in harmonično. To pomeni, mora imeti en kup teh elementov. Bomo rekli, elementi so, dobiš travo, artičoko, paradajz, jabolko, mandelj in še take zadeve. To so te degustaciji, ki vse to najdejo v tem olju. Bomo rekli, je kot ena pajkova mreža, in potem to vlečejo ta diagram, in na podlagi teh diagramov, kar dobijo, tudi se potem olje oceni, koliko točk dobi, ne. Tako da vse to je prisotno v tem, če pobiraš pravočasno, ne. Tako. Kako pa pride vse to noter, ta mango pa trave pa ta okus, ne, Prvo imamo začutiš? različne sorte oljk, ne, pomeni belica, ličino vem, da daje po mandlji, potem maurino ima tudi dosti teh arom, je najbolj nežno olje, bomo rekli, čeprav ko ga pobiraš zgodaj, tudi on je agresiven, ne. Bi rekel en kolega, bi rekel, maurino je za ženske, ne, pravi, da je tako nežno olje. Če pa zgodaj pobiraš, je malo grenko, ko pa to narediš, tale zmes tega olja, belice, ličina in maurina, bomo rekli, pa pride neka mešanica, ki je nekako blaga, ni tako močna kot sama belica, na primer, ne. Ke belica je, tudi se da narediti, ne, dobra, in ima je zmeraj belica, ne, tako. Kakšno je pa vam najboljše, glede na to, da ste poznavalec in ste probali že marsikaj, bolj močno, pikantno? Pa ja, jaz sem se navadil, da je pač praktično, bomo rekli, v harmoniji, ne, harmoniji melodije, jaz pravim melodije, kot ena sinusoida, grenkost, pikantnost in arome, ne, tako. Da ni grenko dol pa pikantno gor, da nekje se to ujema v tem sinusu enakomerno, ne, tako. Zdaj, glede na to, koliko, prej sva naštevala vse možne medalje pa nazive, kaj botruje temu, da je pa prav vaše olje toliko dobro, da dobiva toliko enih nagrad, a je mogoče to ravno ta lega prav posebna, za katero so vsi govorili, to pa ne bo, pa ste rekli vi, ne, pa bo. Ja. Mogoče to tam nad Tržaškim zalivom, ne vem, kakšna posebna mikroklima, ke daje to kakovost oljk. Nekaj mora vplivati, na primer, ne, nekaj mora vplivati na tem in bomo rekli, da pač situacija pa to slučajno ratala, bomo rekli, zaradi tega, še preden sem prideloval oljke v olje pri Sandiju, sem prideloval pri enem drugemu oljkarju, temu torklarju, in vem, da sem pripeljal oljke,
ki mi jih je rekla slučajno pospeševalka, je bila gor pri meni, je rekla, kaj čakaš, pobrati oljke, te oljke so zrele. Pa sem rekel, ne, čakam, jaz datum, sem rekel, ne. Rekla, ne, ti ne čakaj čakati, poberi. In sem pobral. Sem peljal dol in je prišel eden XY, pravi on dan, kaj si prinesel te zelene oljke, ne. No, in ta torklar, ki je čakal te moje oljke, je rekel, kaj govoriš, nimaš pojma, je rekel, kaj ne vidiš, da ima sok, ne. In potem smo videli, da počasi, da pri zgodnjem obiranju to pomeni, ostaja ta kvaliteta, ta vrhunski izdelek. To pomeni, ne narediš kvantiteto, ali bomo povedali še bolj tako, da bojo ljudje lažje zastopili. Ti na primer od 100 kil, namesto da boš dobil 20 litrov olja ali pa 18 litrov olja, lahko dobiš 11 litrov olja, lahko dobiš 12 litrov olja. To je ta razlika. In tisti, ki ima 20 litrov olja ali pa 23, bi zelo rad prodal tako ceno kot jaz, ki dobim 11, kar je nemogoče. Koliko različnih oljčnih olj pa pridelujete, ne? Tako kot recimo imajo vinarji, imajo to vino, imajo belo vino, rdeče vino, imajo suho vino, polsuho vino, tako drugačno. Tako mi načeloma imamo 3 vrste olj, dobimo, ne? Zato, ker gremo po vrstnem redu, glede na to, da Maurino je najbolj zgodna sorta, Maurino, jo pobiramo prvo, ne. To pomeni, olje, ki pride iz Maurinotom, je prvo narejeno in na zaprtem, v polnem čaka. Naslednja faza je ličino, ker je srednja sorta, ki zazreja, govorimo zazreja, ne. In tudi se stisne posebej in se ga naredi posebej. In ta zadnja faza je belica, ki tudi naredimo, ki tudi se stisne. No, potem to se malo pusti, da se umiri, in potem se dela tale kuve ali pa blend, kot se reče temu olju, ne. Tako da dosežeš tisto kvaliteto, ki jo hočeš, ne. Zdaj, ko govorijo o tejle kvaliteti, mogoče katero priznanje vam je pa vseeno glede na željo po kvaliteti najbolj pri srcu, da imate, da ste najbolj ponosni? Pa ponosen sem, bom rekel, mogoče bi rekel tako, najbolj ponosen je človek na nagrado, ki, ko dobiš to nagrado, niti ne veš, kaj si dobil, ne. Tako, in potem rabiš ene 3-4 dni, da ti drugo povejo, da kaj si dobil, ne. In to je bila tale, bomo rekli, šampion severne poloble, ne, v Parizu, kjer je bilo tekmovanje, tam šola Cordon Bleu, pri meni nekaj takega, so bili ti majstri, ki so to izbirali, tako da to je bilo, bomo rekli, ena taka super nagrada, ne. Glih zdaj sem dobil, da se pohvalim, zdaj sem dobil po, zdaj smo leto 2006, to pomeni, prvak sem bil 2023, in ta pokal je prišel pred 2 tedni, je prišel k meni domov. To pomeni, je potoval iz Pariza do mene, kar 2 leti in pol skoraj, ne. Tako da, ko sem videl, sem bil, dobro, se mi je bilo všeč, ne. Ste že skoraj pozabili na to? Ja, nekje se je založil, no. Obstaja tudi svetovni vodnik, Flos Soleil se mu reče, in tudi tam noter ste. Ja, tudi tam noter smo, praktično tle z obale nas je okoli 10 teh pridelovalcev oljčnega olja. In normalno, da smo še kar dosti ponosni na to zadevo, zato ker je le vodnik svetovnega pomena, ker noter lahko pristanejo tam do 500 svetovnih oljčnih olj, teh pridelovalcev oljčnega olja. Tako da maksimalna točka, da prideš neki gor na vrh tega Flos Soleila, je 100 točk, mi smo trenutno 96 točk, tako da počasi rastemo, no. Ne rabi hiteti, bomo nekako že prišli, mogoče enkrat bomo prišli do 100 točk, ne, tako. A pa ta priznanja vplivajo na vaše odločitve tudi za naprej, a vam je to samo potrditev, da dobro delate in da morate delati, kot delate zdaj tudi? Tako, največ je potrditev, da delamo tako, kot smo delali do zdaj, bomo rekli, in normalno. Je pa zmeraj neki izziv, da malo probaš, na primer, nekje se odpirajo nova tekmovanja, tako da mi smo se odločili pa, da držimo to evropska tekmovanja, kot je Pariz, Berlin, Amsterdam, tako je, in potem damo, smo rekli, Bari, to je Italija. Tako da te 4 gremo pa praktično, ker so nam bolj tako pri roki, tudi imamo kupce od teh držav, bomo rekli, da lahko prodajamo, ne, tako. Brez nobenih problemov. Se pravi, če gledamo vaša olja nekako skupno proizvodnjo, v kakšni meri ostanejo doma in koliko gre čez mejo? Bomo rekli tam, bom tako rekel, 1/4 sigurno gre čez mejo, ne. Tako vem, imamo pač in v Švico, in v Avstrijo, in v Francijo, v Nemčijo, celo v Španijo, celo Špance sem imel pri sebi tam,
ki sem se začudil. Sem rekel, kaj pa vi Španci ste prišli meni kupiti olje? In to še sta bila na dopustu dol v Piranu. Sem rekel, kako ste prišli do mene narediti toliko kilometrov? Mislim, take ni stvar količinsko, koliko pride kupiti, nego ti je všeč, ker jaz vsakega vprašam, kako je prišel do mene. Z katerega konta, zakaj, od katere informacije. Ne? In to vidiš, da neko delo, tale, bomo rekli, naše strani, bomo rekli, in teh naših tekmovanj, da ljudje to čitajo, naprimer, ne? In da vidijo in ti zaupajo, naprimer, ker ti, ko pošleš nekaj paket olja, bo rekel na Poljsko, ne? In samo po e-mailu kontaktira, on ti mu objasniš, kako in kaj bo dobil ta paket, in si rečeš, dobri so, ne? Jaz ne vem, če bi komu zaupal, da mu dam denar in da čakam njegov izdelek, in da mi ponese, pošle prazno škatlo ali pa neko olje, ki bom, ne, ga nekako zmazal, da bo prišel zmaze gor. Je tu. Dobro, da so taki ljudje. In jaz tudi moram biti dober gospodar, da jih ne bom zaje, temveč da sem pošten do njih in da dobijo kvalitetno olje, ki potem gre to tudi naprej. Jaz mislim, da vsi, ki zdaj gledajo in so prišli že do tega trenutka, se že cel čas sprašujejo, kje dobijo oni to olje. Imate kakšno spletno stran, morajo pisati na dom, bodrkati na vrata, kako dobimo ta olje. Mene tudi zanima. No, tako, možno je kupiti pri nas doma, telefonska številka, bomo rekli, imamo na spletni strani, da preko spletne strani nabijo naše informacije, kontakt moj telefonsko in potem se zmenimo, kako in kaj. Tako da je možno in pošiljanje na dom in tudi še bolj zadovoljni smo, da vsaj prvič, ko pride do nas, tako da jim objasnimo, ne, tako. Ker smo imeli že tako stranko, ki je čula tle po Ljubljani, iz Ljubljane je bila, je rekel, je čula po Ljubljani, da je neko kvalitetno olje in potem je kupil in potem je rekel, da nas bo dal v časopis in potem smo se zahvalili, bomo rekli, da ne rabimo li toliko reklame, če jih insistirati, da lahko da v časopis, no. No, potem pa je srečo enega, ki mu je to objasnil zadevo in potem povlekel vse to nazaj, se je opravičil. Tako je. Zato pravim, prvič, kad ti ideš k meni, bom se vzel cajt, ti bom objasnil. Se pravi, treba tudi stvar okusati, če so različna olja, nekomu pa še nekaj, nekomu pa še nekaj drugega. No, zadnji sem imel, bo rekel, isto en primer od ene gostilne, so bili na kosilu, pa so probali to olje, pa je prišel k meni in žena je začela govoriti, da ji je všeč to olje. No, potem jaz sem poslušal, sem rekel, ti pupa, sem rekel, ti nisi provirala letošnje olje. Je bilo lansko. Potem, ko sem je dal ga probati, je rekla, ja, to ni tisto olje. Ne, sem rekel, vi ste probala lansko. Ne? Pa je že drugačen okus. Seveda. Tako. Zdaj, če gledamo mogoče vašo vizijo za prihodnost, kje vidite olja Jasa? Jaz bi rekel tako, glede na to, da zmeraj več mlajših, naprimer, entuziastov in vsi več ali manj delamo, se zavedajo, da bojo uspeli, naprimer, če bojo delali kvalitetno. In če bomo ostali v teh krogih, bomo rekli, da se trudimo še zmeraj ohraniti to zadevo, ki imamo, pa ni važno, če si prvi ali si 10, da si tam nekje med prvimi 15 ali pa celo 20, da si lahko zadovoljen. Naprimer, ki to, ta tekmovanja, jaz pravim, to so isto kot stotinke pri smučanju. Oni prvi ali oni 10, naprimer, kar je zelo malo razlike, ne. In to je tudi tekmovanja pri olju. To so take majhne nianse, ki določijo neke majhne polovične točke, eno točko. Zato imajo tudi te preizkuševalci, naprimer, imajo veliko odgovornost, ki praktično, kot mi je jasno meni, naprimer, je pri teh prvih 10, naprimer, ki pridejo, jih lahko degustirajo še 3-krat, 4-krat, da dobijo zmagovalca. Kako pa kaj izgleda prihodnost z vidika mladih pridelovalcev, kako pomembno je, da prevzamejo znanje, da prevzamejo tradicijo pridelave oljčnega olja? A je prihodnost v Sloveniji, ko pridemo do mladih? Tako je zdaj tle na obali, nekaj mladih je, celo neke pupice so vzele to zadevo v roke, ki bojo delali. In zdaj smo mi že stari, naprimer, že moj sin je star, naprimer, ne. In zdaj, če gledamo še mlajši, da morajo imeti eno veliko željo, ti moraš ljubiti to zemljo, ljubiti oljko, da lahko to delaš, naprimer, ne. Mi smo neka stara generacija, jaz sem bil star takrat 35 let, ko sem začel razmišljati o oljki, ne. In potem zdaj, ki imam ta leta, rečem, da sem bil še prestar takrat, bi mogel še prej, ne. Samo prej ni bilo cajta, ne, tako da morajo sami se odločiti, naprimer, z lepimi besedami, da boš ti njega pripravil, ne, zato, ker ima toliko teh stvari, naprimer, on po glavi v tisti doba, bo rekel, ne pubertete, govorimo o odraščanju, ki zdaj vemo.
Mi, ko smo imeli 20 let, smo se poročili. Smo dobili stanovanje, smo imeli službo. Ne? Zdaj, če gledamo, je vse to se premaknilo. Ne? Zdaj, enega od 20 je še v otrok. Jaz vidim. Znaš, ne reče, pa koliko si star, pa toliko let. Rekel, saj, kje sem bil jaz takrat. Ne? In zdaj, mora biti ali zrast, ali da rastajo v tisti okolju, ki se ukvarjajo s tem, naprimer, da to potem prevzemejo. Ne? Mora biti pa, lahko je ženska, če pa nima moške roke, tudi ženska ne dela čudežov. Ne? Jaz pravim, jaz se zahvaljujem, sem rekel, moji familiji, bo rekel moji ženi Sonji, Alenu in nevesti, bomo rekli, da stojimo skupaj, da to delamo pač ono, kar lahko. Ne? Tako. In normalno tudi bomo rekli, določeni prijatelji, ki prijo pomagati, tako za to, ker smo pa ugotovili, da v kvantiteti obiralcev ni kvalitete. Je rajše malo ljudi pa strokovno, da se to dela, ne pa pride tudi kvaliteta vmes. Ne? Kako pa sodelujete kaj med sabo pridelovalci in ljudje, ki delajo olje v Sloveniji? A ste taka skupnost, a se mečkaj po stran gledate, pa ste si konkurenca? Ma ne, jaz nobenega ne gledam kot konkurenca, naprimer, zato, ker sem prej povedal, ne, da to so take majhne nianse v teh razglasitev šampionov, da ne moreš gledati. Ne. Je lepo, jaz pravim, vsak, ki dobi nagrado, vsak, ki je kvalitet, ali je boljši od tebe, mu daš kapo dol, rečeš, koncev. Bom rekel jaz, da bi bil prvi, ne bi bilo interesantno življenje, to je isto kot Formula 1, ko je bil Schumacher zmeraj prvi, se ni bilo interesantno ga gledati več, ne. Ki se vedel, da bo on zmagal. Zato je dobro, da je konkurenca, da se dela na tem, pa ti boš prišel 9, pa 10, pa 15, pa 1. Pustimo čas v čas, trudili se bomo, kot se trudimo do zdaj, in to je to. In lepo je imeti, bomo rekli, da imaš kupce od Slovenije, po celi Sloveniji, ki pridejo k nam, ki so vsi zmeraj zadovoljni, nasmejani, tako da so dobrodošli vsak, ki ima za priti do nas. Ne? Če bi mogli dati kakšen nasvet ljudem, ki delajo zemljo, kako ustvariti nekaj res kakovostnega? Da morajo dobro razmisliti, kako se bojo lotili to. Ne? Zato, ker tudi jaz, ko sem to začel, naprimer, je bilo dosti teh oljarjev že. In potem sem rekel, kaj bo jaz, takrat mlad, ne, jaz sem se rekel, mlad, zdaj boš ti tam prišel noter v to gnezdo. Malo so te gledali tako, ne. Po strani, vsak te gleda po strani. Naprimer, interesantno je bilo, da za dobiti kakšno tekmovanje zunaj, to je bila vojna tajna, ne, to ni bilo kar tako. Zdaj pa je toliko tega, bomo rekli, toliko teh ponudb za tekmovanje imamo, ki oni nas kličejo od Dubaja, v Abu Dhabi, Argentine, Čile, Maroko, Portugal, Španija. Vse je tam, kjer rastejo oljke, to Japonska, Kitajska. Ne moreš preko zato, ker to je tudi en drag šport. To je drag šport. Eno tekmovanje, bomo zdaj eno poprečemo nekaj 250-300 evrov za plačati. Če greš sploh na Japonsko, boš dal 350 samo za avion. Ne jaz, da gre olje dol. Ne? No, to je 300 in 300 je 600. In toliko damo za rezultate, da vidimo, v kakšnem evropskem merilu imamo kvalitetno olje. In tako, da se držimo teh 4 zadev in tle smo. A kje vse na svetu pa prideluje olje? Ker zdaj Japonska je taka zelo eksotična. Ja. Recimo ne pomislimo, pomisliš oljčno olje, pomisliš na Primorsko, pomisliš na Hrvaško, pa na Italijo. Ja. Potem pa Turčija, Maroko, Tunis, Argentina, Čile, Avstralija tudi je začela, ne, ima svoje nasade. Jaz vem, ker sem bil leta 2005 sem bil v Avstraliji, sem videl posajene te oljke, ne. In sem gledal, ne, interesantno tam na Viktorija, ki je velik problem z vodo, ne, in vsak vinograd, vsak oljčnik so imeli namakalne sisteme, ne. Ki tam pa so imeli tak zakon za zalivanje, prepovedano, če nimaš ti, da si naredil svoj zajetje vode, nisi mogel zalivati, ne. Takrat so oni zato začeli praktično, ne. Tako da meni je uspelo pripeljati takrat v Avstralijo celo 5 litrov olja, če bi me dobili na meji, gledal na Discovery, bi bil še zdaj zaprt, verjetno. Ja, ki nisem vedel, ne, meni je rekla tle na ambasadi v Ljubljani, ki sem bil, je rekla, vi, ko prijaste v Avstralijo, boste pač prijavili to, kar imate. Mi dva žena, ko sem prišla, je bila 5 zjutraj in ni bilo nobenega tam, videl sem samo hodila in sem prišla ven. Skoferji vred. z oljem. Ja, Ilegala. Slovenec šverca olje v Avstralijo. zdaj, ko gledam te posnetke, da kaj delajo, ko te zaprejo z enim keksom, če ga imaš v žepu, ne.
Ja, to pa so zanimive zgodbe, res. Od prvega hektarja pa do švercanja olja, do zmag, do pokalov, do naslovov najboljšega olja na severni polobli. In evo, mislim, res lepo videti, da dokazujete, da ima slovensko podeželje znanje, srce in pa potencial, da pridemo na sam svetovni vrh. Točno tako je. In to je čista resnica. Zato, ker mi smo majhni in imamo zelo majhen manevrski prostor, odnosno majhne količine. Ne? Zato je boljše, da naredimo malo, pa dosti kvalitetno, naprimer, ki že eksistira Španija, Italija, Grčija, Turčija, ki delajo kvantiteto tega olja, naprimer, in bom rekel, dosegajo tudi rezultate, ker so tudi tam prisotni, ki hodim tudi jaz, pa smo mi le boljši. Ne? Kot če gledamo naše športne ekipe, rokomet, nogomet, košarka, ena majhna Slovenija kot evropski prvaki v košarki, naprimer, ali pa en svet, bom rekel Amerika, Rusija, ne vem. Ne? Tam imajo veliko izbiro teh košarkarjev, mi pa imamo malo. Primerjava taka je, ne? Če gledamo je. Ja, pa znamo iz tega dobro narediti. Tako je. To so obrazi podeželja, zgodbe ljudi, ki iz zemlje ustvarjajo odličnost in nas pripeljejo na sam svetovni vrh. Hvala, ker ste bili z nami in skočili na spletno stran, pa kar do gospoda Arsena domov, po kakšen liter rola.